Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Današnja epizoda bo malo drugačna. Poslušali boste lahko posnetek okrogle mize z naslovom Kaj pomeni biti znanstvenik. Lep pozdrav sem na Kemijskem inštitutu. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj sploh pomeni biti znanstvenik. To je mogoče vprašanje, ki ni tako samoumevno, da si ga zastavlja sama znanost, ampak se mi zdi, da prihajamo v čase, ko nas okoliščine silijo k temu, da spet ponovno premislimo, kaj sploh to pomeni biti znanstvenik danes. Sam pojem znanstvenika niti ni toliko star, kot si mogoče predstavljamo. Recimo za časov Galileja, Newtona, tisti, ki so se ukvarjali z znanostjo, se niso imenovali znanstveniki, sami sebe niso scientist ali pa znanstvenik poimenovali. Do pojava oziroma iznajdbe tega poimenovanja prišlo šele v 30 letih 19. stoletja. Se pravi, niti ne toliko zelo nazaj. In recimo Charles Darwin, ko je šel na pot okrog sveta z ladjo, ko je odpotoval, pojma znanstvenik še ni bilo. Ko se je vrnil, je že bil. Čeprav on sam nikoli ni uporabljal te oznake zase. Ampak približno v tistem času je prišlo še do ene druge pomembne spremembe glede same znanosti oziroma dejavnosti znanstvenikov. Predtem so se znanostjo ukvarjali v glavnem ljudje, ki so bili neodvisno premožni ali pa so imeli mecene. Zatem je pa znanost oziroma biti znanstvenik postal poklic kot vsak drugi poklic. In tudi število ljudi, ki se je ukvarjalo z znanostjo, se je začelo povečevati. No, ampak samo to spremembo statusa znanstvenika v družbi je pa prišlo še do ene druge spremembe. Če je bil prej znanstvenik večinoma tudi nek javni intelektualec, to se pravi nekdo, ki se je oglašal v javnih polemikah in tudi javno mnenje nekako usmerjal, se potem s to množičnostjo in spremembo statusa začelo dogajati, da so se znanstveniki začeli vedno bolj zapirati v laboratorije in v neka svoja ozka področja in se začeli izgubljati ta status mnenjskega voditelja, vsaj večinoma. In tudi težko jim je bilo že komunicirati s širšo javnostjo, kaj šele z drugimi vedami. No, po zadnji raziskavi UNESCO mislim, da je na svetu trenutno 8 milijonov znanstvenikov. To je približno 1 promil celega človeštva trenutno, malo manj kot 8 milijard nas je. O vseh problemih, ki jih danes odpira to, kaj sploh pomeni biti znanstvenik, se bomo pogovarjali z gosti. Tukaj zraven mene je Matevž Dular, profesor strojništva na Ljubljanski univerzi, potem Neža Kogovšek Šalamon, nekdanja direktorica Mirovnega inštituta, zdaj pa vodja pravnega oddelka pri Zagovorniku načela enakosti, to je nek dokaj nov državni organ. Potem Roman Jerala, raziskovalec tukaj na Kemijskem inštitutu, je tudi eden od mogoče najbolj medijsko prepoznavnih slovenskih znanstvenikov. Potem Teja Romih, članica upravnega odbora Mlade akademije, in pa Dominik Gasser, vodja oddelka celična in molekularna biologija v podjetju Lek. No, za začetek bi mogoče kar Nežo vprašal, ker ima drugačen background kot vsi ostali. Ona po izobrazbi pravnica in se tudi raziskovalno veliko ukvarjala s človekovimi pravicami. Kako ti vidiš vlogo znanstvenika oziroma znanstvenice v današnji družbi? Hvala lepa za vabilo in za besedo. V bistvu bi začela s tem, da zelo podobno, kot je bilo izhodišče, torej najava tega dogodka, se pravi zelo binarno nekako vidim to. Seveda je bolj kompleksno kot to, ampak v osnovi je precej binarno in sicer znanstvenik je lahko ali pa raziskovalec, kar je mogoče meni osebno bližje, nekdo, ki je lahko zelo zaprt v svoj krog,
publicira zato, da publicira, pač seveda, da grejo njegovi dosežki sicer v svet, ampak lahko pač upa, da ga bo kdo bral, ne, kar ni tako zelo samoumevno več danes, ne, da te kdo bere. In potem po drugi strani vidim nekoga, ki dela v tej sferi, kot nekoga, ki se potem vključuje v javno razpravo, torej ki ne piše za to, da njegove stvari so objavljene, dobiva za to znanstvene točke in tako naprej, ampak poskuša to, kar je ugotovil, tudi posredovati pač nekim zainteresiranim javnostim, ne. In zdaj za določena področja je seveda to malo lažje ali pa malo bolj relevantno, ker so teme, s katerimi se ukvarjaš, relevantne za neko vsakdanje življenje ali pa za neko dogajanje v svetu, naprimer, na določenih področjih je to malo težje, ne. Sprav, predstavljam si, da so zlasti kakšna zelo specifična tehnična področja taka, kjer je težko karkoli spraviti v javnost, ker pač javnost ne ve, kaj bi s tem podatkom počela, ne. No, v mojem primeru, če govorim predvsem iz lastnih izkušenj, je bilo tako, da so bile teme, s katerimi sem se ukvarjala, vedno precej na tapeti, se pravi človekove pravice na splošno in potem znotraj tega razne teme, kot so migracija, azil, nediskriminacija, Romi, izbrisani, LGBT tematike in tako naprej. Skratka, imeli smo mnoge javne razprave na to temo, referendume, odločbe ustavnih sodišč, migrantsko krizo, ne nazadnje. Skratka, kar naprej se je nekaj dogajalo, zaradi česar je bil glas tistih med nami, ki smo se pa s temi tematikami ukvarjali raziskovalno, objavljali tudi znanstvene članke, knjige, doktorate na tem področju in tako naprej, je bilo pa za javnost pomembno, da se oglašamo. Skratka, novinarji so bili tisti, ki so segali, ne, v to našo sfero in prosili, ne, za informacije in za to sodelovanje. No in tukaj se je pač, sem jaz tudi osebno precej veliko izkušenj nekako doživela v smislu, kako te ljudje potem vidijo, ne. Zdaj ena stvar, ki je zelo očitna, je, da pač kot nekdo, ki se raziskovalno ukvarja z določenim področjem, imaš ogromno podatkov, ne. Podatkov, ki jih nekako šteješ za verodostojne, ustvarjaš si na podlagi njih neko sliko, za katero si želiš, da bi bila pač čim bolj realna, ne. Skratka, neke recimo teze, ki se pojavljajo v javnosti, naprimer kako je z migracijami, na kakšen način jih bomo urejali, kako je s pravicami migrantov in tako naprej, poskušaš raziskati, ne, tako da sam pri sebi nekako ugotoviš, kaj je zdaj tisto, na kar se opret v smislu znanstvenega aparata in potem seveda s tem razpolagaš. In zdaj si pač predstavljajte javno razpravo, ti zdaj prideš z temi svojimi podatki pač kamorkoli, ne, ali je to medij, ali je to konferenca, ali je to oddaja, ali je časopis, intervju, karkoli. In imaš vse te podatke, ne, in te tvoji podatki trčijo v javno mnenje na drugi strani, ne. In to javno mnenje pogosto nima nobene zveze s tem, kar si ti s svojimi podatki naštudiral, torej sklepi, do katerih si prišel, ne. Tako da tukaj je bil en zelo velik izziv, no. Kako zdaj komunicirati to, kar ti veš, vse to, kar ti veš, ne, to je ogromno ponavadi, ne, z nekimi temi zelo posplošenimi predstavami, ki jih pač javnost ima na neko temo. Tako da neko moje osnovno spoznanje na tem področju je bilo, da mora biti v bistvu raziskovalec ali pa znanstvenik, ki deluje na enem takem področju, ki je zelo javno obravnavano, zelo dober PR-ovec, ne, torej mora imeti te zmožnosti komuniciranja, ki pa jih nima, ne. Saj mene v teku mojega izobraževanja nihče ni učil, kako moram jaz komunicirati svoje podatke, ne. Če sem zdaj jaz spretna pri tem, sama imam neko intuicijo, neko sposobnost, ne, na tem področju, potem lahko gre zadeva okej, ne. Če pa nisem tako spretna, pa če mogoče nisem razmislila svoje strategije ali pa niti ne vem, da moram imeti kakšno strategijo na tem področju, potem grejo pa stvari lahko zelo narobe, ne. In recimo, če se znajdeš v eni situaciji, ko moraš pojasnjevati kar naprej neke osnove, potem lahko izpadeš tudi, jaz temu rečem, znanstveni fundamentalist, ne. Ker ti v bistvu poskušaš sodelovati v javni razpravi, kjer se zaletavaš v neke osnove in potem poskušaš razlagati te osnove in potem čez nekaj časa izpade, kot da ti v bistvu delaš samo to, kar si pač zadnjih 10-krat v javnosti povedal, pa nič drugega. Ne, tako da to se mi zdi ena zelo taka pomembna lekcija, ne. In druga čisto kratka stvar, ki bi jo povedala, je pa, da se moraš kot raziskovalec, znanstvenik v bistvu osredotočiti na neko ožje področje, seveda, ne, ker ne moreš delati vsega, zlasti pa ne, ker je podatkov vedno več in moraš osredotočiti malo svoj fokus, če želiš pač vedeti od neki zadevi vsaj približno kaj, ne, imeti neko informirano mnenje potem na tem področju, potem v bistvu veš več in več o manj in manj, ne, in si vedno bolj specializiran, ne, in potem Če spet nastopaš recimo v nekem javnem življenju z temi podatki, ne, s katerimi razpolagaš, potem zelo pogosto naletiš na nek odziv, ki je
Zakaj se pa, recimo v mojem primeru, če spet govorim iz svojih izkušenj, zakaj se pa vi ukvarjate samo s človekovimi pravicami nekih manjšin, ne? Čist nič vas pa ne zanimajo, ne vem, pravice upokojencev, pravice revnih, pravice otrok in tako naprej. In potem moraš v bistvu spet v neki defenzivi si kar naprej, ne moraš v bistvu razlagati, pa ne, pa vse to, jaz se z vsem strinjam, ne, ampak ne moram delati vsega, ne, moram se specializirati, že itak na tem svojem področju, na katerem delam, ne moram prebrati vsega, ker je toliko vsega objavljenega, ne, člankov, težko spremljaš že na svojem področju, ne, kaj še rad bi potem govoril vse. In v bistvu se zelo zamenjuje, se mi zdi, v javnosti ena percepcija, da je znanstvenik institucija, pa ni, ne. Znanstvenik ali pa raziskovalec je zelo pogosto ta ena sama oseba. Če ima nek tim, s katerim dela, je to že veliko, ne. Nikakor pa ni institucija in ne more pokrivati vsega. Toliko za začetek. Ja, hvala. Roman, mogoče ti kar nadaljeval, kaj ti misliš, kaj so ključne naloge, ki naj bi jih danes nek znanstvenik upravlja v imenu družbe, ne? Ker večinoma so znanstveniki zaposleni in financirani, no ne večinoma, ne vem, kakšno je to razmerje, ampak kar v večjem obsegu z javnim denarjem, ne? Kaj je tisto, kar znanstvenik vrača družbi? Znanstvenik mora predvsem upravljati svoje delo, ne? Za kar je, torej, druga stvar je mogoče predstavljanje v javnosti, ki je seveda tudi koristno, ampak najprej je potrebna profesionalnost, no? Torej, da upravljaš tisto svoje delo na čim višjem nivoju, profesionalnem nivoju, da se spoznaš na svoje področje, seveda je pa potrebno omeniti, da je mogoče znanstvenik na raziskovalnih inštitucijah, da imamo do neke mere privilegije, da si do neke mere lahko sami izbiramo področje svojih raziskav, kar je najbrž eno zadev, ki dela ta poklic tako lepo, ne, da v bistvu lahko delaš vsaj do neke mere tisto, v čemer uživaš in v čemer si dober, ne, nazadnje zato, ker je potrebno tudi za to, da si uspešen, kar pomeni tudi, da dobiš sredstva, da nadaljuješ delo, da delaš zadeve, s katerimi dokazuješ, da je tvoje delo dobro, primerno, ne, dobro, najboljše, idealno, ne. Zdaj, glede drugih nalog, seveda, marsikdaj družba zasleduje neke svoje splošne cilje, a ne daje nam družba denar za to, da bomo mi uživali v svojem delu, ampak za to, da ne nazadnje odkrivamo recimo naravne znakovitosti, mogoče prispevamo na dolgi rok k blagostanju družbe preko raznih načinov, bodi si s tem, da so rezultati naših raziskav, da imajo mogoče neko uporabno vrednost, s tem, da prispevajo k temu, da se zavedamo, kaj je svet, kako deluje na vseh področjih sveta, in jaz mislim, da je to ena najbolj takih žlahtnih poklicev, ne nazadnje to prispeva k temu, da človeštvo kot človeštvo napreduje, ne. In v tem pogledu seveda ni neke nacionalne znanosti, ne delamo samo za Slovenijo, ampak delamo tudi nekaj za splošno dobro, lahko rečemo neskromno mogoče celega človeštva. Teja, mogoče bi tebe vprašal, a si lahko znanstvenik, po tvojem mnenju, tudi če nisi zaposlen recimo na inštitutu, v univerzi ali pa v razvojnem oddelku nekega podjetja danes, ne? Kako ti stališča mladih v znanosti, pa tudi svoje zgodbe gledaš na to? No, najprej hvala za vabilo na ta dogodek. Zdaj, mogoče bi se navezala na to, da imamo ravno zdaj s kolegi eno tako debato, ne, zaradi tega, ker je pač dosti več mladih doktorira, kolikor pa potem dobi takoj po doktoratu tudi postdoktorske pozicije. In v bistvu smo nekako zavzeli stališče, da še vedno štejemo za raziskovalca nekoga, ki recimo nekaj časa ni zaposlen v neki raziskovalni inštituciji, ampak aktivno išče način, da bi se vrnil. In recimo izkazuje tudi neke aktivnosti, da še vedno se udeležuje mogoče nekih debat na temo znanosti, piše poljudno znanstvene članke, recimo nekaj takega, ne. Se pravi, da neka taka umestna kategorija, recimo da z mogoče manj strogimi kriteriji, ne,
Kakor pa tisti, mislim, ti sigurno pa niso več znanstveniki tisti, ki so sami pri sebi zavzeli odločitev, da gredo v drug sektor. Ne? Zdaj, če pa pogledamo malo širše na to vprašanje, ne, je treba vprašati, kaj je v bistvu sploh znanost, ne? Kaj se šteje kot znanost? Zdaj, a je znanost samo to, kar se dela na nekih inštitucijah, ki jih tudi družba prepoznava kot take, ki jih je mogoče država ustanovila, ali je dovolj, da v bistvu nekdo, ki sledi znanstveni metodi, bi se tudi lahko imel za znanstvenika. Ne? In recimo tu lahko izpostavim dva primera. Eden je ne tako dolgo nazaj ustanovljeni inštitut Ronin v Ameriki, sicer je to taka zaenkrat še zelo obskurna zadeva, ampak jaz tako iz radovednosti spremljam, da vidim, kaj se bo z tega dogajalo. In to je en inštitut, ki so ga ustanovili raziskovalci, ki so se pač iz takih in drugačnih razlogov znašli izven karijera, ampak izven akademske zaposlitve, ampak bi radi vseeno, mogoče nekako na lastno pest, nadaljevali kariero znanstvenika, objavljanje znanstvenih publikacij, pa če nič drugega v prostem času. Ne? In v bistvu ta inštitut Ronin jim zagotavlja tako znanstveno afiliacijo, da v bistvu imajo vse neko zaledje in jih potem, recimo, če grejo na kakšne konference, da jih tam kolegi ne gledajo po strani, pa verjetno, da če želijo v znanstveni reviji objavljati, da jih v bistvu tam niso presenečeni. Ne? Potem bi rekla, recimo, a je Špela Gorički, tale naša doktorica znanosti, ki se ukvarja z preučevanjem okoljske DNK, je ona znanstvenica ali ni? Ona ima pač lastno podjetje, ki ni registrirano kot raziskovalna organizacija, ampak vseeno bo na podlagi svojih raziskav objavila 2 znanstvena članka v recenziranih revijah znanstvenih. Mislim, javna oziroma znanstvenica ali ni, ne? In še vedno sledi znanstveni metodi, po mojem mnenju je. Ne? In potem pa še mogoče tretji primer. Tretji primer je pa državljanska znanost, ki se v zadnjem času tudi uveljavlja, sicer pretežno v tujini, nekaj malega pa tudi v Sloveniji, ne? Predvsem na področju biologije. In v bistvu so v znanstvene raziskave sicer pod vodstvom uradno zaposlenih znanstvenikov vključeni, če se tako lahko izrazim, civilisti. In spet, sigurno oni sami na lastno pest ne bi mogli znanstvenih raziskav izvajati, ampak a so te raziskave potem kaj manj znanstvene, če so bili v njih navadni državljani vključeni. Ne, tu bi spet rekla, da ne, dokler so rezultati verodostojni in so bili zbrani na podlagi neke znanstvene metode. Ne. In tukaj lahko še dam en zelo konkreten primer in tudi zelo uspešen primer. Se pravi, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je maja letos izdalo novi ornitološki atlas gnezdilk. In pri zbiranju podatkov za ta atlas je sodelovalo 40 strokovnjakov in 600 prostovoljcev. Se pravi, je bilo razmerje med strokovnjaki in prostovoljci 1:15. Ampak v bistvu to je znanstveno delo, ki bo pač za naslednjih nekaj let, bi rekla, definiralo stanje varstvene ornitologije v Sloveniji. Ne? Tako da v bistvu obstajajo dosti takih primerov uspešnih, se pravi, da lahko so znanstveniki tudi tisti, ki ne ustrezajo neki ozko določeni definiciji. Hvala. Matevž, po tvojem mnenju nujno, da je znanstvenik tudi intelektualec oziroma mnenjski voditelj vsaj na svojem področju, ne, da se oglaša, ali je dovolj, da jih je vsaj nekaj z vsakega področja. Verjetno vsi nimajo te žilce, ne? Ja, mislim, da nujno ni, ne. Tako kako je, če bila prva definicija to, da si tudi intelektualec, pa da vplivaš na javno mnenje, če nas je zdaj res toliko, 8 milijonov, ne moramo vsi zdaj vplivati, ne. Vsi nismo za to,
Eni so bolj, drugi so manj, drugim to sploh ne leži, eni želijo biti samo v laboratoriju pa raziskovati. A ne. Je pa tudi si zelo težko, bi rekel, tudi ne glede na področje, izboriti to možnost, da lahko vplivaš. A ne. Jaz sem pač delal, 15 let, pa sem bil relativno uspešen, pa nisem te možnosti imel, a ne, šele ta ERC projekt sem naredil ta preskok, da sem prišel, mogoče sem prej en intervju ali znanosti na cesti, ki smo bili. Tako da zelo težko si izboriti to pozicijo, da lahko vplivaš na vzven, pa malo širše. A ne. Je pa res tudi, da mogoče nekdo, ki je dober za to, da vpliva na širšo družbo, ni nujno, da je dober znanstvenik tudi. Mislim, lahko je povprečen znanstvenik, pa zelo dober komunikator znanosti in obratno. Ne. Tudi, ne vem, lahko je minister za zdravstvo, zelo uspešen minister za zdravstvo, operirati si pa ne boš do njemu slepiča, ne, čeprav je zdravnik po izobrazbi. Ne. Treba je tako zdravo mero obojga, po mojem, imeti. Je pa to tudi naporna reč, bi jaz rekel, ne? Ni enostavno skozi, jaz še vedno rabim zelo dolg čas, da se pripravim na vsako tako stvar, pa tudi potem zgleda, da mogoče nisem tako dobro pripravljen, kakor pridem na nek dogodek, ampak mi vzame dosti časa, ne? In potem me že moji kolegi znotraj skupine rečejo, pa spet moraš iti, ne? Pa reče, grem, ne? Ker se mi zdi pomembno. Ne? To je notranja skupina, če pa gledaš bolj navzven, je pa, glej ga, spet je v medijih namesto, da bi delal. Ne? Je ničken dvorezen meč, a se to greš, ali se ne greš, pa vzameš pač vse skupaj v zakup. Ne? Ni pa to tako, mislim, znotraj inštitucij se še ne gleda na nastopanje v javnosti kot del samega poslanstva znanstvenika, ampak mislim, da bi to kakorkoli točkovalo, ne vem, najbližje temu, ko smo prišli, je bilo, ne vem, da je naš dekan na zadnji proslavi novoletni rekel, lejte, predlani smo bili v mediji 200krat, letos pa 600krat, ne. To je bilo največja pohvala, kar jih je bilo v tem smislu, ne, da se večkrat pojavljamo, pa ne, če so zdaj negativne pa pozitivne, ločili med sabo, no. Dobro, na stranem faksu nismo imeli tako negativnih, no, tako da, recimo, da so bile pozitivne. No. Hvala. Dominik, ti pa prihajaš iz Leka. Mogoče je ena od pomembnejših razlik med akademsko pa to podjetniško raziskovalno razvojno znanostjo, da je presenetljivo v akademski te piramidi na vrhu razmeroma malo žensk. Ne? Pri vas je pa v podjetju raziskovalk zelo veliko, ne? In tudi na visokih pozicijah, no? V bistvu celo prednačil. Ne? Je še tako, ne? Mislim, tak občutek sem dobil, mogoče lahko to malo komentiraš? Mislim, da je še tako, no? Ampak to mislim, da je povezano zelo močno povezano z kulturo podjetja, ki ga podjetje želi živeti. In recimo ne samo Lek, mi smo vključeni tudi pravzaprav popolnoma globalno firmo Novartis in tam se zelo promovira ta pač kultura enakosti, ne? Tako da jaz mislim, da je zelo veliko žensk in na vodilnih pozicijah in veliko tudi v znanosti na raziskovalnih pozicijah. Bi pa rad poudaril, da je v farmacevtski industriji recimo to področje raziskovalcev, znanstvenikov zelo pomembno, ker pravzaprav obstajata dve popolnoma ločeni karierni poti. Relativno zgodaj, seveda ni izključeno premikanje, ne, iz ene v drugo, ampak relativno zgodaj v karieri se lahko človek odloči, ali želi iti bolj v ekspertno pot, se pravi znanstveno raziskovalno pot, ali pa bolj v pot nekega vodenja, zdaj timov ljudi ali pa projektov, in tukaj se potem seveda znanost oziroma globina se seveda zelo razlikuje. Je pa res, da potem tudi znotraj organizacije, ne, je lahko ta karierna pot zelo zanimiva, tudi znanstvenika, raziskovalca zelo raznolika. Ne.
ko pač potrebno je seveda tudi neke karierne aspiracije imeti in osebnostne lastnosti, ki so pomembne tudi, da človek napreduje, da je viden znotraj organizacije, ampak načeloma pa tudi starostjo, te senior scientific pozicije so lahko zelo zanimive, ne zgolj v smislu laboratorija in dela v laboratoriju in znanstvenega raziskovanja, ampak tudi recimo, ne vem, globokega znanja in, ne vem, kontaktov z recimo Evropsko agencijo za zdravila, kontaktov z FDA, z inšpektorji, ki prihajajo v podjetja. Ne. Skratka, tukaj se potem izkrilo zelo močno. Koliko pa mogoče je sploh možno prestopati iz teh vaših kariernih poti na inštitutske, univerzitetne poti in nazaj, ker kar pač spremljam tujini, že v Avstriji, ne, to bistveno lažje in bistveno bolj razširjeno. Ne. Pri nas smo pa zelo nekako, če greš enkrat ven iz ene poti, težko prideš nazaj vanjo, ne. Vsaj tako občutek imam. Ne. Jaz ne vem za veliko primerov res, da bi ljudje, ko pridejo v industrijo, pri nas res šli nazaj na inštitute. Tega res ni veliko. Zdaj za druge dežele, jaz ne vem, za Avstrijo in konkretno znotraj naše firme, jaz ne vem, da bi bili spet tako pogosti primeri. Načeloma ljudje, ko se enkrat odločijo, da preidejo v industrijo, ponavadi ostanejo v industriji, razen če ni to res popolno presenečenje, da vidijo, da se res ne vidijo v teh vlogah. Kaj pa prenašanje recimo znanja? Včasih tudi slišim, da študenti, ko končajo študij, pogosto nimajo takega znanja, kot ga vi potrebujete. Ne? Ampak bi se dalo to spremeniti. Ne? Zdaj ne vem, koliko je to problem. To vse spreminja, ker mislim, da so te povezave z institucijami do neke mere in v bistvu prihajajo tudi, recimo ko prihajajo novi študijski programi ali pa kakšni novi predmeti, nekateri ljudje tudi pridejo do nas in sprašujejo, kaj vključiti, katera znanja vključiti v določene programe, recimo, ne vem, zdaj bioinformatika je recimo tako področje, kjer res nimamo močnih recimo ljudi, ki bi po študiju lahko prišli in začeli delati na takem področju in bi bilo fajn vključiti, ampak se dogajajo tudi recimo taka povpraševanja iz strani univerze. Ampak generalno bi pa rekel, da iz univerze ali pa inštitutov prihajajo k nam zelo, zelo kvalitetni ljudje, ne glede na to, da mogoče kakšna drobna znanja ne falijo, ampak generalno bi pa lahko rekel, da je izredno visoka kvaliteta. Hvala. Neža, kako se ti pa zdi pri nas socialni status znanstvenika ali pa družbeni položaj znanstvenika, če malo pogledamo glede načinov zaposlitve, ne, pa tudi tvoj lastni primer, ti si bila kar visoko v tej rečemo akademsko-raziskovalni piramidi, pa si se odločila, da bo šla zdaj k zagovorniku načela enakosti. Tako in tako vemo, da ni nobena skrivnost, kako je znanost prekarizirana, ne? Se pravi, na kakšen način se financira, kako zelo primanjkuje sredstev, kako je ogromno zaposlitev odvisnih od projektov, najprej nacionalnih, potem tudi evropskih, kako ogromno ljudi tudi odide zato, ker pač se projekt zaključi in ni več mesta zanj ali zanjo. Tako da tukaj v bistvu kaj novega sploh ni mogoče povedati, ne? Se mi zdi, da bi lahko bilo dosti bolje in mislim, da to tudi eden od razlogov, zakaj se ljudje ne vračajo potem nazaj v znanost. Recimo tudi, če bi si čistko želeli eno karierno spremembo, pa bi potem se mogoče kasneje želeli vrniti nazaj, ne? Ker bi bili ne nazadnje še dodatno obogateni z nekimi izkušnjami iz prakse. Ne, vprašanje, če je to sploh možno, ne, kam pa naj se vrnejo. Ne. Vse so ne nazadnje, vse sistemizirane pozicije so zapolnjene, ne. Vrsta za vsako novo sistemizirano pozicijo je vmes se še podaljšala, ne, tako da je in sistemi so precej zaprti. Ne. To velja tako za fakultete, kot tudi za raziskovalne inštitute. Ne. Tako da to je po mojem neka
taka čisto osnovna diagnoza, ki je tudi hkrati zelo splošno znana, se mi zdi. Zdaj, če me vprašate pa po moji osebni izkušnji, jaz sem v bistvu se v znanosti znašla po naključju, tako da je bil zame to izlet, ne? In sem v bistvu vedno mislila, da bom delala praktično pravno delo, ne? Tako da je potem ta želja z leti se vedno bolj krepila, da se vrnem nazaj v prakso. Zdelo se mi je, da vse to, kar sem napisala, da tega nihče ne bere. Družbena realnost je šla v nasprotno smer od tega, kar je recimo znanost ali pa raziskovalna sfera ugotavljala na nekem področju, ne, oziroma na več področjih, s katerimi sem se ukvarjala. In se mi je zdelo resnično čas, da se vrnem zdaj, ne, da bom lahko več naredila, če bom šla v neko pot, ki je malo bolj odločevalska, tako kot je zdaj, ne, da bom lahko vse to svoje znanje, ki sem ga nabrala v raziskovalni sferi, potem uporablja koristno na ta način. In se mi zdi, tukaj se strinjam s kolegom, ki pravi, da so kadri zelo dobri, ki pridajo iz raziskovalne sfere. Mislim, da te veščine, ki jih pridobiš, ne, ki zahtevajo tako močen multitasking, ne, se pravi prijavljanje projektov, vodenje projektnih skupin, vsebinsko delo, analitično delo, strukturno razmišljanje, ne, pisanje, objavljanje, priprava zahtevnih dokumentov, da je to tisto, kar te v bistvu znanost in raziskovalno delo naučita, in če potem to lahko prineseš kamorkoli drugam, je to super, ne, ker potem si lahko te organizacije, kamor priješ, res pomagajo s tem, in meni se je to absolutno potrdilo, ne, tako da sem lahko v ta nov organ prišla, zagovornik načela enakosti, kjer je bilo v bistvu, smo vse postavili v začetka, ne, ker je imel je težave s tem, da mu sploh zagotovijo sredstva za delovanje, in ko je bilo enkrat to urejeno, smo res lahko postavili strukturo na novo, ne, in zdaj deluje, je polno operativna in je res užitek v bistvu videti sadove svojega dela in potem kako premikaš počas po kapljicah situacijo na mikropodročjih, ne, in pri tem uporabljaš v bistvu vse to, kar si prej, jaz sem 13 let delala, ne, v raziskovalni sferi, vse to, kar sem tam nekako pilila, ne, vse te veščine lahko zdaj res uporabljam tukaj, bi rekla, v polni meri, no, tako da je bila ta izkušnja zame zelo pozitivna, pa sem zdaj recimo 8 mesecev, ne, na novi poziciji. Roman, malo si se tega tudi že prej dotaknil, ampak kako misliš, da je dovolj, da znanstvenike vrednotimo zgolj po tem, koliko člankov in kakšne članke sproduciramo, ali bi bilo treba tudi malo razširiti to vrednotenje, da se upošteva tudi, kakšen vpliv imajo na družbo, kako zagovarjajo neko širšo znanje svojega področja, zato ker pač kot družba stopamo v čase, kjer je znanost zmeraj bolj pomembna za to, da sploh vidimo probleme, ne, recimo glede podnebnih sprememb, ne, pogledamo ven, pa se je vse v redu na prvi pogled, ne, rabimo znanost, da nam pokaže, da je nekaj narobe in zato mora družba tudi zaupati znanstvenikom, ne. Ni dovolj, da nek novinar samo poroča o delu znanstvenikov, ampak se mora znanstvenik po mojem tudi pojavljati, ne, v medijih, ampak zmeraj se tukaj pojavi problem, ker je časa končno na zalogi, ne, in če se to ne vrednoti, potem ljudje ne delajo tega ravno z veseljem, ne. Jaz mislim, da smo mogoče malo preveč obsedeni z vrednotenjem, ne. Se ne vrednotimo vsega, ta je pa dober oče, ta je pa toliko in toliko dober, ne vem kaj, kmetovalca ali kaj podobnega, tako da majčkeno smo v Sloveniji pretiravali tudi v znanstveni politiki za tem točkovanjem, to gre na srečo v drugo smer. Mislim, da je to ravno tako, kot boste presodili neko osebnost kompleksno, ne moreš reči toliko in toliko je dober, ampak presodiš, ta je dober značaj, ne nazadnje temu zaupaš, tudi to je najbrž nekaj vredno, ta je dosegel znanstvene preboje in jaz mislim, da ravno tako se ko se nekoga presoja kot osebnost, reče, ja, ta se pa tudi večkrat mogoče v javnosti pojavlja ali pa zagovarja aktivno, čeprav mu ne bi bilo potrebno, čeprav bi lahko delal samo svoje zadeve. Jaz mislim, da to je neka taka vrednota, neko tako presojanje, ki velja za znanstvenike.
Tako kot je Matevž prej omenil, niso vsi za vse. In jaz mislim, da enostavno moramo pustiti, da bodo tisti, ki se čutijo, da imajo neko potrebo, da se bodo oglašali. Jaz osebno mislim seveda, da je to del znanstvenika, tudi da je se aktivno angažiran, ampak mene osebno me žali skoraj, da nekdo z nekimi neumnostmi operira naokrog in čutim potrebo, da se oglasim in rečem Bob, da dejansko mogoče te znanstvene principe spravljajo nekako v široko družbo. No. Mislim, da sem že večkrat rekel, da znanstveniki imamo res neke take principe, ki bi lahko zelo koristili splošno v družbi, recimo v tem smislu, da čeprav delaš na osnovi neke hipoteze, mogoče 30 let, pa se izkaže, dokazi se izkažejo, da je nepravilna, jo neusmiljeno zavržeš naokrog, kar v običajnem življenju tega ni. Ne? Če imaš neko politično pripadnost, je zelo težko se nečesa otresti. In jaz mislim, da so to principi, ki jih lahko znanstveniki tudi damo širše družbi. No? Ampak vprašanje na temo vrednotenja, jaz mislim, da je seveda dobro, ampak mislim, da bi bilo mogoče, tako bi rekel, no, če presojamo nekoga, a bo to primeren vodja laboratorija, ne, ali bo primeren na nekem vodstvenem položaju, jaz mislim, da to v neko kompleksno presojo osebnosti tudi to spada. Ne. Nekdo, ki reče, zanima me samo moje delo, nič ostalega ne me zanima, taka osebnost pač ne bo primerna za to, da prevzame tudi neke odgovorne položaje. In jaz mislim, da bi to znanstvenikom moralo zadoščati, ne nujno, da rečemo, to bo 50 točk zato, ker se je oglasil na Twitterju ali kaj podobnega. Kako pa ti gledaš na to, da recimo nekdo naredi doktorat, to se pravi do neke mere je v tem znanstvenem pogonu, potem pa se odloči za neko čez drugo službo, ne? Ja, v bistvu to je bolj vprašanje za tistega, ki je šel po tej poti, ne? Jaz mislim, da odločitve za doktorat, za to, da gremo delati doktorat, je treba priznati, da so zelo različne, ne? Oziroma motivi so različni. Pač so ljudje, recimo, ki želijo imeti doktorski naziv in je to njihov cilj in jim ni primarni cilj biti raziskovalec, ne? Moram reči, da poznam recimo tudi par takih ljudi in v bistvu pri takih ljudeh sej ne moreš reči, da so se narobe odločili, ne? Tudi ne bi smelo postavljati nekih pogojev, da nekdo, ki naredi doktorat, mora nujno ostati v znanosti, ne? In tudi recimo doktorat ti da neke te kot je gospa Kogošek Šalamon prej omenila, ki jih lahko uporabiš drugje, ne? Potem so eni, ne, mogoče so še ti najbolj problematični, ki pač, pa se mi zdi, da jih je v naravoslovju mogoče celo več kot v družboslovju, no, vse kolikor sem tako slišala anekdotične primere, ki v bistvu grejo doktorat delati zaradi tega, ker je toliko stabilna služba za 3 do 4 leta, ne. In v bistvu se ne ukvarjajo s tem, da potem to bo prineslo neke, če lahko rečem, posledice, ne? Se pravi, da bodo mogoče manj konkurenčni na trgu dela, razen v nekih specifičnih segmentih, da se bo od njih potem, ko bo iskali službo, ne vem, pričakovalo delo na nekih določenih položajih, če jih že bojo vzeli, ki jim mogoče ne bi tako ustrezali, ne? Ne razmišljajo, da se bojo mogoče srečali z brezposelnostjo za par let, ko končajo doktorat, ne. Zdaj, jaz osebno pa moji kolegi, no, imamo pa tudi kritiko v bistvu na samo strukturno nesorazmerje med številom pa ne toliko razpisanih doktorskih mest, ampak financami, ki so na voljo za doktorat, ne, tako v obliki sheme mladih raziskovalcev, kot recimo štipendij, ki jih razpisujejo zdaj univerze, včasih je bilo malo drugače, ne, ko sem še študirala, in pa potem številom postdoktorskih projektov, ki jih razpisuje ARRS. Tukaj je treba priznati, da je to pač politična odločitev naše države, pa ne samo naše države, tudi
po svetu mislim, da nikaj dosti drugače, ne? Zdaj politično mogoče bolj v smislu policy, kot politics, ampak verjetno tudi nekaj politics. In mislim, jaz ne vem, iskreno povedano, kaj voditelji slovenski in svetovni želijo s tem doseči, ne? Jaz mislim, da pač nekako niso bile tako te odločitve premišljene ravno, ne? Zdaj dejstvo je tudi, da ne vem, nekatere univerze, to je še bolj zdaj recimo dost hud primer, kakor berem v Veliki Britaniji, ne, pa tudi v ZDA, da v bistvu univerze masovno razpisujejo doktorska mesta zaradi tega, ker na ta način dobijo financiranje, ne, pa kaj se pa potem zgodi s tistimi ljudmi, jih pa ne zanima več toliko zelo, ne. In kako bi rekla, ne vem, jaz mislim, da smo vsi tisti, ki smo šli delati doktorat, mislim, jaz sem ga recimo šla delati kako bi rekla, ne čist polno zavestjo, kaj se bo zgodilo potem, ko končam, ne, ampak mi je pa bilo jasno, da sigurno je to ena zelo specifična karierna odločitev, ki lahko za sabo potegne neke težave ali pa ne lih gladko pot, ne. Tako da nekaj je v bistvu na ljudeh samih, da sami pri sebi razčistijo, a so pripravljeni sprejeti posledice te odločitve, ne? Ampak če se pa zadeva na recimo nacionalni ali pa celo na svetovni ravni sprevrže, ne vem, v nek sistem, ki proizvaja, kako bi rekla, nezaposlene ljudi, ki imajo mogoče celo duševne težave, pa tudi, ne vem, pa je na koncu vprašanja, je to racionalna poraba javnega denarja, ne? Za take izide, ne. In ne vem, no, sicer zdaj se nekako svoje iniciative tako na slovenski kot na mednarodni ravni, da se bo to spremenilo, jaz upam, da bom to recimo v naslednjih nekaj letih ali pa desetletjih lahko videla, da se je res spremenilo. Drugače pa na koncu dneva, ja, je pa čisto odvisno od vsakega posameznika, je bila to za njega prava odločitev ali ne. Eni imajo tudi čist potem na koncu vse jim v redu izide, ne. Sej recimo, zdaj se ne bom spomnila primer, ampak zelo zanimiv primer enega člana tele naše skupine Katalena. On je tudi doktor filozofije, pa v bistvu zdaj dela kot, mislim, da nek je bil televizijski voditelj, no pa glasbenik in njemu čisto fajn. Matevž, tako nekako samoumevno je, da znanstveniki producirajo nove ideje, pa tudi vrednotijo nove ideje, če so pač vrednotijo druge ideje, ampak včasih se pa pozablja, da je mogoče naloga znanstvenikov tudi, da vrednotijo druge strokovnjake, ne? Vsaj pri nas, mislim, da ta kultura, da vrednotiš svoje kolege, se nekako zgublja, ne? Poskušamo vse zvesti na neke algoritme, ne? Tudi če se že ustanovi komisija, ponavadi pregleda, a so točke pravilno seštete. Ni pa tega, da bi nekdo, ki je strokovnjak na nekem področju, rekel, garantiram za tega, da je tudi dober strokovnjak, ali pa da ni, ne? In se podpiše svojo strokovnostjo pod to. Kaj ti misliš, se tukaj nekaj zgublja, nekako je v Sloveniji, mislim, da je premagala ta miselnost, da smo premajhni, da bi to lahko počeli, ne? Okay, mogoče bi sam to, kar je Teja rekla, en čist kratek komentar, ne? Da gre nekdo, ki je naredil doktorat na nekem področju, na neko drugo področje delati, sam to sem hotel reči. To ni nujno slaba zadeva, recimo mi imamo veliko študentov, ki naredijo doktorat iz zelo specifičnih zadev, recimo ne vem, nekega majhnega pojava, aerodinamičnega na ventilatorju, ne vem kaj, in potem ta človek gre v industrijo in čez nekaj let, recimo, da je konkreten primer, postane direktor neke firme, elektroenergetske firme, ne? Mene kljub vsemu to kar pomerja, da vem, da je on pri nas delal, da se spozna na energetiko, ker mi v osnovi smo katedra za energetiko, ne? In me taka stvar tudi pomerja, da so taki ljudje, ki razumejo to tam, ne? Sploh, ko bereš v medijih, kaj se dogaja na strani elektrike zadnje čase, ker so ljudje izgubili stik, nažalost, ne?
Ok, to je to kot tem. Kar se tiče pa vrednotenja, pa da je Slovenija premajhna. Ja, jaz bi rekel, da mogoče te točke so tudi odraz tega. Ne vem, 15 let nazaj, zdaj projekti se ocenjujejo načeloma prek tujih ocenjevalcev. 15-20 let nazaj smo en drugim to ocenjevali. Jaz se še nisem takrat s tem ukvarjal, nisem še bil dosti zrel za to. To je ena stvar, da si kolege ocenjeval, ta druga stvar je pa, da v Sloveniji je ena taka zelo močna kultura fovšije. Se pravi, boš že najdel tisto luknjo v razpisu, da ja, on ne bo dobo. Dogajajo se stvari, konkretno, ne vem, na programih, da dobiš oceno programa in ti piše, vse je super program, super, ampak A2 ocena je pa rahlo nizka. Se pravi, on je zelo dobro vedel, kaj je iskal, ne vem, kaj je sploh A2 ocena. Se pravi, če se potrudiš, boš našel luknjo, da boš dal manj točka. To je, taki smo Slovenci, ne vem, v povprečju, nažalost. Tako da si ti dost velik, da boš nekoga v svojem področju pohvalil, pa rekel, ta je pa res dober, on si zasluži, to si moraš razpucati stvari pri sebi. Včasih je to težko. Še težje ga je pa pograjati. To je pa še bistveno težje, ker se vedno bojiš, da ti bo se to vrnilo. Če si se podpisal od spodaj, anonimno se da. In to se zdaj počasi, mogoče mičken bolj se je to vzpostavilo. Jaz tudi, ko sem recimo, zdaj sem član komisije za doktorske študije in se gre zelo natančno brati tiste doktorske naloge. Ne gre kar vse česa. Praktično vsaka doktorska naloga, ali pa ne vsaka, recimo, da polovica doktorskih nalog dobi od komisije pripombe, da naj popravijo. Tega eno leto nazaj ni bilo. Vsaka je šla čez, praktično. Zdaj pa se je to malo bolj kritično vse skupaj začelo delati. Se pravi, že tudi greš kritizirati. Sicer imamo pa varovalke, da tega ne narediš tik pred zdajci, ker potem bogi revež po 5 letih je že itak izmučen, da ga potem še za eno leto predstaviš, pa Bog ne daj, da je mladi raziskovalci, ker se to sploh ne sme zgoditi, zaradi sistema, kakršen je. Tako da počasi se to vzpostavlja. Moraš pa zelo široko gledati na zadevo, pa ne biti obremenjen, kaj bo zdaj on nazaj rekel, pa kako bo, pa kaj bo. Težko je to. Zdaj, če si dober, to lahko delaš, če si malo manj dober, boš pa vedno pazil, da te ja ne bo pol eno od zadnja na bodu, če si preglasen. Dominik, kako pa pri vas skrbite za to hierarhijo, vrednotenje ljudi? To je verjetno cela znanost. Mogoče bom izpostavil dva primera. Prva je čisto tako en cilj ocenjevanja uspešnosti, no tudi tukaj gremo v firmah v zelo čim večjo transparentnost, namreč dobri raziskovalci ne delajo samo v nekem oskem timu, v nekem svojem laboratoriju, ampak se vključujejo v ogromno število projektov. Skratka, so vključeni v veliko število projektnih skupin in tukaj je potem pravzaprav cel sistem narejen, kako lahko ti kot vodja nekoga zaprosiš druge ljudi uradno, ki so sodelovali s tem človekom, da podajo pisno mnenje zelo transparentno z imenom in priimkom, skratka ne gre za nič anonimni sistem in lahko ljudje povejo, kako je. In to je nek tak način čist neke uspešnosti, zelo konkretno, kako to poteka. Druga stvar je pa, da v bistvu firme so začele, naša tudi, zelo promovirati to inovativnost, podjetniški duh, skratka prijavljanje projektov, tudi znotraj firme. In tukaj so pač povabljeni vsi raziskovalci, da prispevajo svoje ideje, svoje projekte, ki jih mogoče ne bi videli zgolj kot direktno koristne, ampak so pa mogoče nekaj popolnoma novega, ker mogoče niti organizacija kot mehna ne bi bila pripravljena financirati, mogoče firma kot velika firma pa je pripravljena. In tukaj je potem spet se nabirajo taki veliki
število projektov, ne, ki grejo skozi sita raziskovalcev. Skratka, se raziskovalci, ki so prepoznani kot strokovnjaki na določenem področju, ocenjujejo drug med drugim in dajo komentarje na te projekte in potem, da se to zoža in da pride do nekih takih recimo potem odobritev velikih, večjih projektov. Ne. Recimo, mogoče en tak čist konkreten primer, lansko leto smo bili povabljeni na nek Novartisov Research Institute in globalni razvoj in smo kandidirali z nekim projektom, na začetku je bilo 200 različnih propozlov, na koncu smo prišli med top 10, potem smo bili povabljeni v Boston, tam smo mogli imeti pitch in po pitchu smo dobili recimo funding $1,5 milijon za interni projekt, ki ga zdaj delamo pri nas v Mengšu. Ampak to je recimo neka taka zelo huda evaluacija projektov in je zelo podobna kot v nekem start-up svetu. In to se začenja zdaj tudi znotraj velikih korporacij. Hvala. Bi mogoče zdaj povabil še publiko, da zastavi kakšno vprašanje ali pa poda kakšen komentar. Ja, seveda. Ja, hvala. Nisem vajen takih orodij v rok držati, vse ne v tej predavalnici. Ta percepcija javnosti mogoče, pa tudi v končni fazi naših financerjev, kaj ne bi znanost družbi zagotavljala, je včasih zelo poenostavljena in idealistična v smislu, da je naloga znanosti, da je to nek družbeni servis za napredek človeštva. In znanost to na nek način vsekakor je. Je pa se mi zdi dosti malo razumevanja za en zelo tak hecen efekt, ki se mu reče sporadičnost. Veliko znanosti je, bom tako rekel, v narekovajih vsaj neuporabne. Ne gre za to, da je znanost za nič, ne gre za to, da so odkritja irelevantna ali kaj takšnega, ampak končne uporabne aplikacije pa nikoli ne najdejo. Gre to v zakladnico znanja in se tam trajno hrani. Potem pa to kdo izbrska ali pa tudi ne. Take znanosti je veliko. Katera bo pa tista znanost, ko bo pa v resnici predstavljala meje, ko bo v resnici človeštvo od nje imelo neposredno korist, ko bo v resnici predstavljala nekakšen preboj, se pa po mojem vedenju ali pa prepričanju ne da vnaprej napovedati. A bo res tisti, ki ima, ne vem, najboljše članke, nujno generiral take znanstvene rezultate, ko bo dejansko zelo nevidno, da je človeštvo rabi oziroma da so za človeštvo koristni. Ali bo to nekdo, ki je dokaj obskuren, prišel do kakšnega takšnega spoznanja. In ena lastnost in tudi hkrati čar znanosti, vsaj bazičnih znanosti, je v tem, da vnaprej ne veš, kje je tisti mali procent, ki bo dejansko pomenil za človeštvo tisto, kar si nepodučena javnost idilično predstavlja, da znanost mora delati. To se mi zdi en, recimo, problem. Tako da mogoče kakšen komentar, kakšna refleksija na to temo. To pa to. Ja, meni se zdi, mislim, zelo lepo, da ste to načeli. Meni se zdi, da se mogoče tako zanemarja ravno ta pomen generiranja novega znanja. Kakor da to ni zadosten rezultat, pravzaprav, ker se iz česa se pa učbeniki pišejo. Zdaj, edino, kar recimo jaz vidim težavo, je v tem, da mogoče ni, da se je začel zgubljati stik med tem, kdo je neke stvari odkril in da bi se zadevo, mogoče, da bi bilo treba malo bolj personalizirati na nek način, da tudi v učbenikih je mogoče malo preveč zadeva samo teoretično prikazana, ni pa recimo tako, kako so neki ljudje, razen, ne vem, posameznih svetovnih zvezd, kot je Einstein, pa Hawking, pa mogoče še, če gremo malo nazaj v zgodovino, kako so to naredili, zaradi tega, ker se mi zdi, tudi predstave v javnosti, to je sicer samo moje mnenje, so šle zelo recimo v smer tega, da se zdaj znanost dojema kot nek entertainment. Se pravi, ne vem,
jaz moram zlikati perilo tedensko, pa si bom zraven malo National Geographic prižgal, ne. Ja, ampak, mislim, to so eni ljudje naredili, ne, sicer je tam vse lepo v bistvu zapakirano v neko zgodbo, lepo zrežirano, pa lepe slike spolirane, pa to, ne, ampak to ni realnost znanstvenega raziskovanja. Mislim, imamo tudi ogromno, ne vem, teh dogodkov tule po Ljubljani, pa imamo hišo eksperimentov, pa imamo Znastival, pa imamo Znanost na cesti, pa tako naprej, mislim, ne me narobe razumeti, ne rečem, da to ni, da je to nepotrebno, ne, še zdaleč ne, ampak zanima me, a je potem percepcija javnosti pravilna o tem, kaj znanost je. Ne? In jaz recimo osebno, ker sem tudi, to sem prej omenila, to društvo za opazovanje pri različnih nacionalnih popisih, tako da vem, kako se dela recimo ta državljanska znanost. Ne? In jaz osebno tukaj vidim mogoče eno rešitev, kako pritegniti javnost v raziskave in da ji pokazati v bistvu, kako to znotraj sfere deluje. Ne? In zdaj, ker smo ravno na Kemijskem inštitutu, da ne bom tukaj preveč z biologijo, še posebej terensko biologijo, sem šla prav za namen te okrogle mize pogledati, če lahko najdem kak primer državljanske znanosti z področja kemije. In sem ga našla. In sicer so recimo na Univerzi v Sydneyju so naredili tako imenovan projekt Open Source Malaria in so v bistvu naučili v zadostni meri, povezali so se z srednješolskimi učitelji kemije in potem naučili dijake v zadostni meri organske sinteze, da so v šolskih laboratorijih sintetizirali antimalarike. In potem so tiste spojine, ki so jih tam proizvedli, posredovali raziskovalcev in ti so jih naprej karakterizirali in dejansko se je izkazalo, da marsikatera od tistih spojin je bila učinkovita kot antimalarik. In v bistvu to se meni zdel en tak zelo dober primer, ker ti dijaki so potem sigurno doma povedali, s čim se ukvarjajo, ne, da so v en znanstven projekt vpeti in v bistvu in obstaja popolnoma realna možnost, da bodo njihove spojine našle pot recimo v farmacevtsko industrijo. Ne. Tako da v bistvu jaz mislim, da je treba samo malo izven okvirov vstopiti, no, pa bi se dalo javnost tudi na drugačen način vključiti v znanstvene raziskave. Ja, to še zmeri peščica, ne, zgoraj ja. Tistih sledenih, ne, ki jih prediha večina, se tudi nikoli vključilo naštačno. Ustvar je pa pomemben del javnega mnenja, ki ga potem politika pač sledi na nek način in prek svojih vzvodov nareže pogačo. Ja, no. Vsaka čas, ne, da se kdo tega loteva tudi na našem področju, nisem vedel, ne, ampak to je še zmeraj tista mala peščica, ki je tako ali drugače kot državljani ali v okviru raziskovalnih inštitucij spoznala čista realnost raziskovalnega ustvarjanja, ne, in velika večina, ki mu o tem bi rekel, ne, se lahko, da se motim, pa vseeno, bi rekel, kar preveč idealizirane predstave. Evo, da bomo dali Kemijski inštitut, ne vem, novo opremo, sigurno bodo v 5 letih univerzalno zdravilo za raka iznašali, ne. Tako ne gre, ne. Ampak dejansko si ljudje nekaj takšnega predstavljajo, tudi pričakujejo, ne. In malo da ne zahtevajo. In če znanstveniki temu sledijo, producirajo v želji, da bi zadostili, ne, tem mnenju neke tihe večine, producirajo raziskave, ki so vse bolj bombastične. Ne. Mislim, mi, ko pišemo projekte, moramo tudi bombastični malo biti. Ne. Kje je tista zdrava meja, ne, da ne boš obljubil, ne vem, univerzalne rešitve za naprej in nazaj za celo človeštvo, vedoč, ne, da če ne boš dovolj bombastičen, pa nič drugo ne boš. Ne. Tudi to je neka komponenta, ne, ki jo jaz tukaj vidim, se mi zdi zanimiva, ne, in na nek način nevarna. Ne. Sej. Ja, del zbujanja teh pričakovanj javnosti so tudi sporočila, ki jih sama znanstvena skupnost pošilja v medije, ne, naši odkrili, ne vem, zdravilo za raka, ne, to pogosto bereš v časopisih, ne, da se potem zbudi v javnosti res pričakovanje, da se dogajajo neke zelo pomembne stvari, ne.
Mislim, da bi se, če bi bil pristop sporočil za javnost, z inštitutov, z univerz, ne v dosežkih drugačen, da bi zraven tudi pojasnili, kaj se je dejansko zgodilo, ne? Kaj so dejansko odkrili bolj jasno na ta način, da bi že novinarji lahko razumeli, kaj šele širša javnost, da bi bila ta komunikacija bistveno boljša. In to se da narediti, ne? To so določena znanja, ki po moje bi bilo fajn razširiti. Ne? Je pa tudi tako, ne? Zdaj novice so pač take ratale, da morajo biti bombastične. Ne? Če ni naslov ta prav, slehernik ne bo tega niti odprl. Tudi National Geographic, ki bo oddaja, če se enkrat noter ne pojavi, ki bo imel dve projekti čez dale narobe zmeša, ne, bo laboratorij odnesel v zrak. Kaj bo? Ne? Potem trvna muska in potem se nič ne zgodi. Ne? V redu, gremo naprej. Ne? Približno tako delajo te oddaje, ne? Da se skozi trepetaš za une znanstvenike tam. Problem znanosti je pa itak ta, ne, da pač delamo na dolgi rok. Tisto, kar danes delamo, ali pa bo verjetno, ali pa mogoče uporabno čez 30 let. Zato mogoče ta personalizacija je fina zadeva. Zdaj, večkrat rečem, vsi o Einsteinu govorijo, pa ne bi imeli GPS-a, pa ne bi imeli, ne vem, česa vsega, jedrskih elektrarn, velikih bi bilo zadovoljnih. Po drugi strani imaš pa kup drugih stvari, kot so CCD kamere, ki jih imamo v telefonih, ki je tudi Nobelova nagrada bila za to podeljena, pa noben ne ve, kdo sta bila v 5 let nazaj to. Jaz tudi ne, sam vem, da ste jo dobila. To je problem, če bi to skomuniciral, da mogoče, pa to, kar imaš ti v roki, da si se pripeljal sem, je nekdo mogel izumiti električni avto ali pa to da skomuniciraš, da bi to šlo čez, nekako. Tudi potem je dosti tega, kar reče potem neki fake news, vsi bomo se vozili z električnimi avti, noben se pa ne vpraša, od kje bo elektrika prišla. Na Kemijskem inštitutu imate vedno novice, nočem zdaj nič kritizirati, iznašim super najboljšo baterijo. Meni je jasno, da je to fajn, ampak večina pa reče, v redu, telefon mi bo delal 1 uro dlje. Tam se mu pa konča, ne vidi tega problema na dolgi rok, kaj bo, če bomo elektrificirali ves promet, če ga bomo hoteli. To je težko spraviti naprej v javnost. Kadarkoli bo taka novica, je 50% komentarjev bo šlo v politiko, tako je, v ostalih 50 bo pa 90% negativnih. 3 bojo pa bravo, rekel. Tako da je zelo težko to spraviti čez, bi jaz rekel. Kakšno vprašanje? Potem še mogoče sem zastavil za konec eno vprašanje. Kaj bi vi mogoče spremenili v samem tem dojemanju znanstvenika, ali pa če bi imeli moč, en sam ukrep mogoče, ki bi ga sprejeli, če bi imeli to moč, kaj bi bil ta ukrep, da bi zboljšali mogoče to družbeno moč znanstvenika? Ne začeti. Mislim, ne moreš to ne more biti neposredni ukrep, da boš zdaj rekel, glej, ni samo krampa lopata tisto, kar je pomembno za to, da bo družba šla naprej, pa da bo ceste gladke. Da je tudi naše delo zelo pomembno, ampak pač na dolgi rok, ampak tega ne moreš zdaj vsiliti ljudem tega mišljenja. Načina, kako je pa to v njihovo podzavest spraviti, pa da bo potem začeli dojemati to ne vem, na kakšen način to narediti. Lahko se trudimo, pa probamo biti ne toliko senzacionalni, pa čim več govoriti, ne vem. Jaz ne vem, če imam rešitev, gotovo pa lahko veliko naredimo že s tem, če se zavedamo problemov. Se pravi, ena stvar, ki jo mogoče nismo čisto direktno omenili danes, ali pa smo jo posredno, je ta razrast antiintelektualizma,
ki je zelo viden, ne? Se pravi, da se torej obravnava podatkov v bistvu minimalizira in da se krepi mnenjskost. Ne? Se pravi, ni pomembno, če je nekdo, ki se ukvarja z enim področjem, prebral toliko in toliko literature, toliko in toliko časa delal na nekem področju in potem pač za to nekaj ve, če ima na drugi strani potem nekoga, ki ima mnenje o tej isti stvari, ne? Ker je prebral 2 spletne strani take in take. Ne? Tako da to se mi zdi en zelo hud problem in ena zelo velika ovira tudi za znanost, ker je po mojem potem tudi od javnega mnenja, ki na tak način vrednoti en sektor, je potem lahko marsikaj odvisno, ne nazadnje tudi financiranje tega sektorja. Ne? Torej, a imajo zahteve po več denarja za znanost, podporo, ne, v javnem mnenju. Ne? In podporo v javnem mnenju imajo lahko samo, če pač v tem javnem mnenju ne prevlada anti-intelektualizem. Ne? Se pravi, neko prepričanje, da tisti, ki se ukvarjajo z znanostjo ali pa z raziskovanjem, so pač del nekih elit, elite so tako in tako vse zamočile, ne? Torej, ergo, dajmo z elitami dol, ne? Na kratko govorim zdaj, ampak javno mnenje je zelo, zelo šlo v to smer in seveda je eden od razlogov tudi v socialnih omrežjih, ki so dale glas ljudem, ki ga prej niso imeli. Ne? In to so nanizane neke težave, ki se jih je dobro po mojem zavedati in ko se sprejemajo neke odločitve, iščejo rešitve, je dobro imeti te stvari v mislih. Ne? Se pravi, da je treba z javnostjo delati, ne? Da brez tega dela z javnostjo potem tudi znanost ne more imeti drugačnega. Ne? In to zapiranje, ki se dogaja, to je verjetno tudi del tega poklica, tako kot vseh poklicov, ne prispeva k temu. Ne? Tako da jaz zelo podpiram to javno interakcijo znanosti, ravno zato, da se vidi, kako to zgleda, to delo, ne? Da se vidijo njeni rezultati, da ljudje, ki imajo nekaj zapovedati na neko temo, da se oglasijo, ne da kritizirajo v svojih kabinetih, ne? Stvari, ki se dogajajo v javnosti in tako naprej. Zdaj, če sprašujete za moč, potem bi seveda pripomogel k temu, da gre res 1% za znanost, s tem, da je ne linearno, ampak seveda za podporo odlične znanosti in za dobro infrastrukturo. Jaz mislim, da znanost ima v javnosti dobro podporo, velja ugled, tako da jaz mislim, da tak ukrep vsekakor ne bi naletel na nasprotovanje. Problem je pa v tem, seveda, da znanost vedno pride zadnja na vrsto, za pokojninami, za zdravstvom, za športom, za politiko in tako naprej in potem na koncu običajno zmanjka. Ne? Zdaj, če pa že govorimo glede javne percepcije znanosti, bi pa ponovil ukrep, ki ga ponavljam že zadnjih 10 let, najbrž ali več, namreč vsak dan 2 minute za znanost. Ne? Torej v osrednji televizijski dnevnik ali pa v Odmeve znanstvene novice. Jaz mislim, da znanost je zanimiva, ljudje bi jo znanost z veseljem poslušali, novic je tudi, kot sem slišal, kolega Berganta, ki je en velik podpornikov znanosti na televiziji, je novic na razpolago vedno dovolj, torej tukaj gre za neko uredniško politiko in zdaj, če bi bili ljudje vsak dan izpostavljeni nekim novicam o znanosti, potem bi znanost drugače cenili. Jaz mislim, da bi na ta način imela znanost tudi večjo vlogo in bi najbrž tudi politiki poslušali in bi tisti prvi ukrep, ki ga predlagam, bil najbrž tudi izveden. Ja, jaz se bom spet navezala na sektor, ki ga najbolj poznam, kar pomeni naravovarstvo in pač jaz vem, da obstaja ogromno dobrih praks in lahko spet izpostavim Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, sicer na tem mestu ni časa, da bi recimo obnavljala zgodovino pa zdaj razlagala o kakih konkretnih primerih, ampak recimo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je bilo ustanovljeno enkrat v 70-ih letih, točne letnice ne vem, in v bistvu je zraslo iz skupine enih gorečnežev v organizacijo, ki redno pridobiva live projekte in ki ima čez 1000 članov. Od tega, ne, kot smo videli tukaj 600 takih, da so sposobni nacionalni atlas narediti. Ne. In v bistvu, ampak ti pristopi so pač drugačni od tega, kar smo znanstveniki običajno navajeni. Tukaj je treba iti na teren, treba se je družiti z ljudmi, treba je organizirati neke dogodke, kamor se navadne ljudi, te slehernike pritegne. Treba je odgovarjati na njihova še tako neumna vprašanja, ne vem, potem, kadar delajo kakšne varstvene ukrepe,
recimo zdaj varstvo hribskega škarjanca na Goričkem, naprimer, in to pomeni tudi, da je treba iti od hiše do hiše in trkati na vrata in prositi, recimo, lahko na njihovem vrtu tam pogledajo, če so ti škarjanci, in potem to tudi pomeni, da se je včasih treba usesti s kako staro mamo za recimo pol urce na soku ali pa na kavici in poslušati vse njene probleme in tako naprej, ker je potem večja verjetnost, da bo bolj prijazna s tabo in ti bo dovolila in te bo sprejela še naslednjič, ne, in tako naprej. Se pravi, jaz ne samo, da mislim, da se da, vem, da se da, zaradi tega, ker poznam ljudi, ki jim to ustreza. Jaz žal ne morem biti tam zraven, zaradi tega, ker ne morem živeti od tega dela, ne, mislim, vse od takega dela lahko živi recimo 20 ljudi v Sloveniji, ampak z malo, bi rekla, spremembe tega našega mindseta, pa mogoče s posvojitvijo enih dobrih praks iz ene druge sfere, ki ima izkušnje s tem, kako se z javnostjo dela. Jaz mislim, da bi se dalo v znanosti zelo veliko narediti. Mislim pa, da bi bil pa prvi ukrep, ki bi ga bilo treba narediti, je, da se ustanovi na vsaki raziskovalni inštituciji ena pisarna za, kot se reče, scientific outreach, kjer se lahko tudi zaposlijo potem mogoče nekdanji, se pravi doktori znanosti, ki ne nameravajo več se prav z raziskavami ukvarjati, ne, in se jim na ta način da tudi zaposlitev, ostanejo v stiku znanstveno sfero, še vedno se pa v bistvu fokusirajo potem na neko drugo dejavnost. Cena tega mislim, da ne bi bila tako visoka, no, sploh recimo, če bo zdajle res tako drastično povečanje proračunskega deleža za BDP, kot se napoveduje. Jaz mislim, da je ne 10-20 zaposlitev v Sloveniji bi to pač preneslo in potem pa preprosto posvojitev dobrih praks in pač jaz verjamem osebno v državljansko znanost. Se mogoče sem naivna, ampak obstajajo primeri, ki so bili uspešni, vemo za njih, no, tako da to ni samo niso neke iluzije, no. Jaz bi se pa zelo strinjal s profesorom Jeralom, 2 minuti oziroma več pač znanosti, mnenj o znanosti, informacije o znanosti v javnih medijih obveščanja, pa mogoče ne samo informacije, ampak novic, ampak tudi kritičnih komentarjev na to, kaj se govori. Recimo v glavi imam čisto 2, ker se mi zdi, da se še vedno kar in kar ponavljata. Gensko spremenjeni organizmi oziroma hrana iz gensko spremenjenih organizmov je še vedno javno mnenje, da je to nekaj zelo nevarnega. Noben se pa na drugi strani ne vpraša, s koliko pesticidi in kemikalij je rešilo v zgodovini največ življenj poleg antibiotikov, ne, pa še vedno ga mnogi, tudi izobraženi ljudje, jemljajo kot neko zaroto farmacevtske industrije, da se ga izmišljuje sam zaradi tega, da se kuje dobiček. Tako da mislim, da tudi to kritični odnos do teh stvari bi bil potreben in strani znanstvenikov. Najlepša hvala gostom, hvala Kemijskemu inštitutu, da je dal pobudo za to okroglo mizo, tako da mogoče še zadnji poziv, če ima kdo kakšno vprašanje. Ja. Samo eno mnenje. Zelo podpiram to, kar je Roman povedal, 2 minuti za znanost. Jaz sem osebno zelo velik nasprotnik fuzbala, ne? Ko odpremo dnevnik, imamo vedno, če je ali če ni, kaj delajo naši fuzbalerji. Zdaj danes bojo šli za to, da bojo čez 2 dni imeli tekmo. Mislim, tega imam poln kufar. Zakaj ni nikoli o znanosti? Naprimer, ne, cepljenje, ne, je bilo omenjeno, ne. Zakaj se ne pove mnenje, kako v bistvu vse ljudje recimo ne bojo razumeli grafov. Pokaže se jim grafe, pa bo rekli, pa to je resno, vse so grafi, lej to. Ne. Tako kot recimo, ko rečemo, to zgleda kot znanstveno delo, videti je kot znanstveno delo, in pa verjetno je, ne. Na ta način bi bilo lahko, ker ni treba, da pravzaprav verjetno vse razumejo, ne. Tako da to bi bilo izjemno pomembno. Zelo bi bilo pomembno tudi, da bi se komentirali dogodki na ljudem sprejemljiv način, počasi, na kratek način sprejemljiv, tako da bi ga lahko akceptirali. Ampak to vsakodnevno. To bi bilo zelo sprejemljivo. Zdaj to mi težko naredimo, ne, lahko pa pritisnemo na medije, da bi to vsaj poskušali narediti, ne.
ker neko mesto si pa vse naša znanost zasluži, ne. 1% BDP je sicer naš cilj, ne, odvisen je, koliko to bo, ne, je seveda odvisen ne samo od 1%, ampak tudi predvsem od BDP-ja, ki ga pa mi vsi ustvarjamo, ne. Tako da družba ima toliko znanosti, kolikor ima velik BDP, ne. Tako nekako, ne, bi rekli tudi, ne. Tako da to je v bistvu vse naša last, ne. To bi bil moj komentar. Hvala. Še kdo? Ja, hvala potem vsem, pa se vidimo na naslednjem dogodku.